Haleluja. Slava Bogu, amen. Kakšen šov z Jevsom imamo. Jevs prihaja, stvari se tresejo, oblaki, nebeške sile, folk ne ve več, kam bi šel, kam bi se skril. Komu bi verjel? Eni pravi, korona je čisti nateg, to sploh ne obstaja. Pol vidimo tam krste ljudi, ko umirajo, države se zapirajo. Še predvčerajšnjem je bilo milijardo ljudi v karanteni, tako da sem ful začel moliti, Bog, zažgi to karanteno za ognja svetega duha, da se ljudje zbudijo in pridejo k Jevsu. Danes beremo v novicah že več milijard ljudi v karantenah, tako da mislim, da če kdaj je dobro, da ste prišli na to oddajo zdaj. Haleluja. In Denis, ti si pastor krščanskega centra Novo mesto, s tabo je še Marjan, ki vodi romsko cerkev v Metliki, sem prav povedal? Uči se zavoditi. Aha, bravo. In tukaj je slavilka iz Hillsong centra, mislim iz krščanskega centra Novo mesto, amen. Amen. Ok, Denis, povej, kva se dogaja zdaj? Ja. Nekaj sem te gledal na poročilih zadnjič si bil in sem bil ful navdušen. Pri nas je zelo razburljivo. Ampak bi za začetek mogoče sem tu povedal, zakaj? Danes se ljudje sprašujemo, kaj se vse dogaja, ne? Ampak Božja beseda nam govori v Jeremiji 14:9, zakaj bi bil kakor zbegan mož? Zakaj bi bili kakor zbegani ljudje? Ne rabimo biti. Zakaj? Zato, ker sredi med nami je Bog Biblije, sredi med nami je Jezus Kristus, ki je že plačal ceno za vse to, kar danes človeštvo pesti. Amen. In tega Kristusa želimo oznanjati v dobrih in ne dobrih situacijah. In zdaj smo v zelo dobri situaciji. Amen. 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 A si prepričan? Amen, sem. Ker ne vem, kako si lahko prepričan, ker še včeraj ste slavili Jevsa, kdaj v ponedeljek. Ponedeljek, ja. In kaj, pol je policija prišla ven domov? Ja. Mi slavimo Jezusa vsak dan. Ja. V prostoru je pač... In čaka, kar v ponedeljek ste imeli bogoslužje, kaj? Imeli smo molitveno srečanje, ja, in slavili Gospoda, uživali v njegovi prisotnosti, učili se iz njegove besede in tako, kot je država velevala in je inšpektorat. Inšpektorat nam je rekel, da nismo kršili zakona. Aha. Seveda so zdaj tu zaostrili in se bomo šli z njim naproti v neki roki. Ampak ja, narod v tej deželi je zelo zbegan. Ne samo v tej deželi, v tej celi zemlji in rabi Jezusa. Ja, in kdo drug, kakor Božji narod, gledamo v zgodovini človeštva, so vedno že v stari zavezi preroki govorili kraljem, kaj je potrebno storiti. In tudi po Kristusu so Božji ljudje govorili vladi in zakonodajalcem, kaj je dobro in Bogu všečno, da lahko normalno bivamo na tem zemlji. A je bilo policiji všeč, ko so vas videli tam? Čudili so se, kaj delamo, imeli smo pač prijavo, čudili so se, kaj delamo, vendar, ko so videli, da je vse po predpisih, razkožila, sedenje narazen in tako naprej, število ljudi, vse smo zadostili, so nas pač popisali, ugotovili so, da nismo kršili ničesar, kar zakon veleva, razen priporočila, ki so jih nekateri dajali. Tako da verjamem, da enostavno, ko so bili tam, ne da samo verjamem, tudi videl sem in ne rabim več verjeti, so bili zelo presenečeni. Tudi novinar, ki je potem prišel, je bil zelo navdušen nad vso to. On se je izrazil energijo, ampak vemo, da je to Božji duh, Božje delovanje, ki je bilo med nami. Se čuti na videu, ko gledaš video, se čuti. A si ti pela tam v zadju, Andreja? Smo slavili Gospoda. Ste mestovljeni, ne? Se čuti ful v zadju, slab teče, Božje ljubezni. In kaj, novinar je bil tudi vesel, da ste tam? Novinar je bil zelo navdušen in tako je hotel posneti eno reportaže, tudi na YouTubeu, na Facebooku. Na Dolenjska News. Na Dolenjska News, tako da smo zahvalni novinarju, da nas je sprostil. In danes pa dobite obvestilo, kaj, da se ne smete več dobivati? Tako, danes pa je pač prišel odlok, da je tudi to prepovedano. Jaz sem si dal kar to zaporniško srajco gor, ker pač sem bil zelo žalosten. Res, moram priznati, da mi ni vseeno.
In tudi v Ljubljani smo se dobivali in pač zelo omejeno in v skladu s predpisi, tako kot si omenil, razkuževanje, stoli narazen, manj ljudi, ožja ekipa. Ampak enostavno mi ni prav to, ne. Mi ni prav, ker vidimo, da ljudje hodijo na delovna mesta, ne. To meni je, recimo, jaz sem govoril z enim kolegom in rekel, daj prid k meni na obisk. Sem rekel, kako na obisk? Protlele delamo, imam klicni center, neke produkte prodajamo. Sem rekel, res, kaj? Ja! Sem rekel, tle imam 20 delavk, sedim skupaj. Sem rekel, wow, mi pa ne smemo se dvojiti, da bi molili za narod. Mislim, to se mi zdi tako, ta narobe, ampak kaj čemo, ne. To je pač ljudje niso toliko prerojeni, ne, na oblasti, da bi razumeli pomen. Jaz verjamem, da korono, ne če se vi trije strinjate, ampak verjamem, da bi to korono dosti preustavili, če bi mi naprej se še lahko dobili, pa vsak dan molili za to. In je moč, ko se skupaj dobimo. Amen. Amen? Amen, je. Kako greš ti čez to, Andreja, vse? Ker zdaj si imela ful tam brate, sestre slavijo. To je baje cel žur, ko se slavi Evsa, ne? To je definitivno cel žur, ker tudi v nebesih je cel žur, ko slavijo Jezusa, nebeške množice. In dejstvo je, da Božja beseda pravi, da naj služimo Gospodu v vsakršnih časih. In Gospodovo veselje je moja moč. V vsakem trenutku, tudi v tem času. In jaz ne občutim nobenega strahu. Želim pa, ker vidim narod, da je ustrahovan, da Božji narod slovenskemu ljudstvu prinese veselo oznanilo, da Jezus živi in da je v Jezusu rešitev. Amen. In če se zdaj navežem na to, kar si rekel, ne, da ti ni všeč, da se ne smemo zbirati. Jaz menim, da smo zdaj na potezi mi, kristjani, ki pravimo, da poznamo živega Boga. Ne samo, da vemo za njega, ampak da ga poznamo in smo na potezi, da oblasti povemo za rešitev. Da naš namen ni, da bi kršili njihove zapovedi, avtoriteto, mi spoštujemo avtoriteto, kar je prav, je po Bibliji, ampak ko oblast ne ve za rešitev, je Božji narod na potezi, da pove in prinese rešitev. Jezus je rešitev za človeka. Amen, in on je šel vedno tudi med gobovce. Ja, bravo. Tako da jaz komaj čakam, da... A ti sebe tako gledaš polka Jezusa, ali kaj? Ja. Ali kaj gobovca? Ali si kakšno umestno varianto mogoče? Božja beseda pravi, da je Kristus v meni upanje slave, torej v vsakem Božjem otroku je Sveti Duh. Torej, in mi smo sinovi in hčere živega Boga in koga bo Bog poslal, če ne nas, da gremo med narod. Torej, jaz bi šla, da molimo za ljudi. Amen. In da jim povemo za rešitev. Ne, da se zapremo. Pazi, jaz sem slišal, ne, če res, ampak da neki tvoja soseda neki že okužena s to korono, ali v tvoji okolici nekdo. Veš kako, tudi v naši okolici so okuženi ljudje. Mislim, poznaš koga, da je okužen? Slišala sem. Slišala si, okej. In zdaj, če bi ti recimo se vrata odprla, da greš tja, bi šla? Jaz sem že nakazala, da če bi rada šla. Če bi te oni povabili pa rekli, seveda, Andreja, ti neki na uni vdaji si govorila neki v zdravljenju in gobavcih in da si ti ka Jezus, a si upaš prijeti pa mol zame, ko imam korono? Ja, jaz si upam. Bi se upaš? Jaz si upam. A kaj bi dala rukavice, masko, vse gor, nič od tega ne bi dala. V klepu želvet, ja. Ne, nič od tega ne bi dala zaradi tega, ker je Kristus v meni in on je rekel, da če bomo polagali roke na bolnike, bodo ozdraveli. Zakaj? Ne v mojem imenu, ampak v imenu Jezusa Kristusa. In on je živi Bog in je isti, kot je bil včasih. In si že kdaj to videla? Si že kdaj molila za bolnika pa ozdravila? Priča, ko sem molila za ljudi in so mi povedali, ko si odmolila, sem čutila, pač jaz sem molila, zdaj mi je pač prišla tista oseba, ženska je bila, ko sem za njo molila. Bravo, je. Na ta način kot krvotočna žena pač. Bravo, je. In kaj, si prav položila roke na osebo? Ja. In pol je oseba bila ozdravljena? Tako. Ona je pričevala. Amen. In zdaj verjameš tudi, da če na osebo s korono položiš roko, bo ravno tako, ampak zato, ker je tako Jezus rekel. Bravo. Ker on je isti, kot je bil včasih, je danes in bo vedno. In on se ni takrat zaprl. In zakaj bi se v tej situaciji zaprli mi? Bravo. Ne samo eno pauzo naredimo. Ne vam samo povem, dragi poslušalci, Andrej se ni zmešal. To je normalen kristjan. Nažalost je premalo normalnih kristjanov danes v Sloveniji, res dosti premalo.
v bistvu smo skoraj ogrožena vrsta, ampak nas korona ne more uničiti. In Denis je tudi te vrste in Marjan. In ne vam povem, da v Markotovem evangeliju, čist na koncu, ko Jezus vstane od mrtvih in pošlje učence, pravi, in polagali bodo roke na bolnike in bolniki bodo ozdraveli. Haleluja. Se pravi, je res, eni kristjani pravijo, Klemen, pa se lahko nadaljavo moliš, Jezus je rekel unmu stotniku, poj domov, pa boš ozdravljen. Res, sam kaj če ti pa Jezus reče, pojdi molit za uno osebo, kaj boš polil? A boš polil ostal doma? Odločitev je tvoja, haleluja. In ko pridemo nazaj, se bomo pogledali še par vaših vprašanj, naprej bomo še razvili to temo, pogledali se bomo še par čudežev iz Marjanove okolice. Videli boste res, da je Bog danes živ, da ozdravlja, dela čudeže in da so to lahko najboljši časi zate. Se vidimo. Aleluja. Tale novica me je res pretresla zdaj s tem zaprtjem in vse. Še posebej, ko sem bil ful navdušen Denis. Kakšen intervju si to imel? Kako je to se zgodilo sploh? Ja, to je bilo zanimivo. Ko je novinar prišel in je rekel, dajmo narediti nekaj sporoč temu narodu, je se prav izpolnila Božja beseda. Ko boste postavljeni, ne razmišljati, kaj boste govorili, ne se pretvarjati, ne, ampak prepustite se mojemu duhu in jaz bom govoril čez vas. In tako sem se tam počutil. Potem, ko sem čakal, kdaj bo to prišlo ven, sem si rekel, sploh ne vem, Milena, sploh ne vem, kaj sem povedal, ampak hvala Bogu, Sveti Duh je govoril in naj se dotakne veliko ljudi. Mene, dajmo si to pogledati zdaj na vdaji, drugače, še več, kot si to lahko pogledate na YouTubeu, vtipkite iz, kako je naslov? Dolenjska News iz blagoslova, Od policije do blagoslova. Amen, dajmo si pogledati. V Sloveniji veljajo izredni ukrepi zaradi koronavirusa, vendar vseeno bogoslužja niso prepovedana, so pa omejena. Mi smo danes v Krščanskem centru Novo mesto in pogovarjamo se s pastorjem. In kakšno sporočilo imate vi za vse vernike v teh nič kaj prijaznih časih? Ja, resnično, teli časi niso ravno prijazni, pa vendar Bog Biblije Jezus Kristus sporoča, da ima rešitev za vsakogar izmed nas. In ta rešitev je samo v Jezusu Kristusu. On je tisti, ki daje upanje, on je tisti, ki daje radost, on je tisti, ki z svojim dotikom ozdravlja vsako vrstno bolezen, tudi koronavirus. In tako da, kadarkoli se zberemo zdaj v teh dneh, molimo drug za drugega, blagoslavljamo drug drugega, blagoslavljamo novomeško občino, blagoslavljamo celo Slovenijo, zato da to čim prej gre naprej. In želimo resnično, da Bog Biblija, da se proslav v tem narodu, da ta Novo mesto, da Slovenija spozna, da je edino upanje v Bogu Jezusu Kristusu. No, pri vas je zelo živahno, Ja. veliko pojete. Ja, zato ker ko doživiš Boga v svojem srcu, enostavno ne moreš biti zaprtih ust. Moraš biti, ne moraš biti, ampak si enostavno radost, ki je v srcu prekipeva in to daje Bog, ko ga spoznaš, ko ga sprejmeš v svoje srce, so stvari, v kakršni situaciji zdaj živimo, ni nobena omejitev, zato ker je Jezus rekel, da nam je vsa oblast
In potem je svoje učence, posledično tudi 2000 let kasneje, nas vse, ki verujemo vanj, poslal v ta svet, zato da molimo za bolne, molimo za utrujene, molimo za obtežene, molimo za tiste, ki so na dnu, ki so mogoče v razmišljanju, da bi celo zapustili ta svet z nekim samomorom, jih blagoslavljamo in jim dajemo upanje. In ta mir in ta tolažba je resnično samo v Jezusu. Za konec še kakšno sporočilo v tehle res neprijaznih časih, vsem, ki morda se ne znajdejo najbolje. Ja, pravzaprav se ni težko znajdeti. Potrebno je, kjerkoli smo, ali smo v strahu in zaprti nekje, je Bog tam. Ali pa sem na ulici, je Bog tam. Mogoče moram biti v službi, je Bog tam. Mogoče sem medicinski brat, zdravnik, gasilc, policist, je Bog tudi tam. Tako da kjerkoli sem, karkoli me pesti, karkoli se v mojem srcu dogaja, v tistem trenutku, zdaj, reč, Jezus, tukaj sem, ti mi pomagaj, jaz ti odpiram svoje srce in ti ga napolni. In to, kar on napolne, kakršno substanco nebeško, da on v nas proizvede samo radost in mir. In to je tisto, kar ta svet v tem trenutku rabi, križanega Jezusa Kristusa, ki je umrl in vstal zaradi takšnih trenutkov, da lahko mi v radosti in veselju in v svobodi živimo. Celemu Novemu mestu in vsej Sloveniji želim blagoslov v imenu Jezusa Kristusa. In, ne vem, kako je z vami, gledalci, ampak mi tukaj le ful uživamo. Ful se imamo fajn. Res nam je všeč, da lahko, privilegije, da lahko govorimo sploh, kar Bog dela. To je v bistvu nekaj res posebenega. In danes je z nami, Denis, ti si pripeljal enega protežeja svojega za romsko cerkev. Haleluja. Ja, Marjan je en, ki ga je Bog izbral. Jaz tako verjamem in lideri v cerkvi verjamemo, da ga je Bog izbral zato, da govori romskemu narodu. In v tem je zelo uspešen, prodoren in ga Bog blagoslavlja. Res je. Tako da. Marjan, povej nam v mikrofon mogoče par besed, kako si se ti sploh znajdel, a je to normalno, a ti si Rom, ne, sem tam vprašal, ja. Ti si Rom, ok. Dobro izgledaš, ali slava Bogu. In kako si se ti znajdel sploh, če lahko par besed samo spregovoriva pri Jezusu? A si to že tako bil naučen, ali si že cel življenje poznaš Jezusa, ali si se tudi ti spreobrnil v eni točki svojega življenja? Ja, jaz sem se spreobrnil, ko sem vedel za resnico, res. No, pred 4 leti sem sprejel Jezusa, pol sem se dal krstiti, ne. Tako da res zdaj hodimo za Jezusom, ne, in smo na eni strani, da podpiramo Rome, ne, svoje, in vse strani, da se lahko zbiramo za druge rešitve ni, kot pri Jezusu Kristusu, ne. In hvala Bogu, da nas je Bog zbral, da lahko gremo okoli, da drugim ljudem govorimo o njem, da je on res živi Bog. Ko eni naši, bilo kjeri Romi so, oni verjamejo dosti Marijci od tega. Mi govorimo skozi, da to ne mora biti, ne, da je samo en Bog, živi Bog. Ne, in tako, da pozivam ne samo Rome in vse Slovence in Slovenke, da naj vidijo v tej krizi, ki se zdaj dogaja, naj grejo ven in naj polagajo roke, kjerkoli bojo, naši bratje in sestre, naj polagajo roke na vsakega človeka. Ni nobenega straha, mi lahko gremo ven in slava Bogu, jaz sem doživel 2 čudežna, ki se je res zgodilo, kaj Bog lahko naredi. Videl sem, kaj človek pride na Bergle, pa gre ven iz hišne skupine ozdravljen. To je bil to lahko človek, samo Bog naredi, to ne more se noben človek narediti. Pol sem videl še enega čudeža, ko smo molili za eno gospo, ki je kozmodih smela, pa je nogo krajšo imela, ko nam je v roki, njena noga se zrasla. Kako v roki? Molili smo za njo in pač ena noga je bila krajša, ko smo roke držali na njo in molili, naša roka je bila gor, mi vemo, da je bila še Božja roka na našo, ne. In ko smo molili, je ta oba dve noge so zrasle, enake so bile. Wow. To lahko samo Bog naredi, to ne more noben drug človek narediti. Se pravi, vi vidite dejansko čudeže.
da se to danes dogaja. Ja, mi vidimo, kaj se čudi že zdaj dogajajo, res, to slava Bogu, to lahko samo en človek naredi, pravim, ne, to je Bog, Jezus Kristus, ne, in samo lahko na njega se obrnemo. Kaj pa ta oseba, kaj je bila na berglah, pa je šla brez bergel, kaj si prej rekel? Ja, ena je prišla, ne, pač k nam na hišno skupino z berglami, ne, in ko smo mi molili, pastor je molil pa za njega, ne, je šel doma brez bergel, on je skakal. To spet lahko samo en zdravnik naredi. Mi ne rabimo zdravnike, ne vem kakšne pomoči. Mi imamo lahko skozi sa sabo enega zdravnika. Eni imajo v avto prve pomoči in vsega, ne. Mi imamo pa skozi sa sabo Jezusa Kristusa. Bravo, bravo. A pa si skozi imel tako vero, vedno tako živiš, cel življenje si tako predan Jezusu, ali si imel kakšno... Ne, nisem, jaz sem prej živel tako po starem. Nisem spoznal, kaj je resnica, ne. Tudi sem verjel v te Marijice in takšne stvari, ne. In delal sem vse to, kaj ne bi smel. Gledal sem, kak bom državo skoriščeval in vse, kaj se je dalo. Čudi smo v kralji okoli, ne. Prav, prilastil si kaj ni tvoje. Tudi tako, kaj pravi, naši Romi so bili tako, po dnevi so se šli pogledat, po noči so šli pa vzeti, ne. In zdaj mi to zmeri pride ono, da se upravičujem, da to več ne bi smel delati, ne, prej. Kaj sem prej delal, da zdaj ne smem delati, ne. Hvala Bogu, da me je Bog iz tega potegnil ven. Nas je Bog potegnil iz ene globoke tame ven na luč. Bravo, kar je bilo. Kako to praviš nas? Se pravi, tukaj je več ljudi, govoriš o množini. Ja, o množini. Najprej za svojo družino bi rekel, ne, mi smo bili res. Pol pa so videli drugi sosedi, kak se dogaja z nami, da še oni, ki so bili v takšnem stanju, da so lahko prišli na luč. In mi molimo zdaj za celi narod, ne, ko se zberemo, da molimo za celi narod, da se nimajo kaj virusa tega bat, ne. Wow, mi lahko pridemo na vsakega človeka, položimo roke, nas ni strah. Mi imamo skozi sabo enega zdravnika. Amen, bravo, kar je bilo. Naj Bog odpira vrata še povsod za tega zdravnika. Slava Bogu. Slava Bogu. Hvala ti, Marjan. Denis, ti si nekako v enem zagonu, sploh se ne znaš ustaviti. Mislim, kar stvari se dogajajo, kamorkoli priješ, tle kar med Romi. Nekaj si dobil sporočilo celo iz socialne službe, si mislil, da bo negativno glede Romov, te pa hoče zdaj v vseh romskih vaseh, kva to delate z ljudmi, da jim gre toliko dobro. Ja, bila je ena informacija, ko so rekli, mi že 30 let delamo z Romi, vi pa pridete pa naredite. In v bistvu ne pridemo mi, ampak pride tisti, kater nas je poslal, in to je Jezus Kristus. On je tisti, ki pošilja vsakega izmed nas, on je tisti, ki pošilja tistega, ki hoče. Ker biti Jezusov učenec ne pomeni biti član neke skupnosti, neke cerkve, biti Slovenc, Hrvat, Srbi in karkoli, ampak jaz verjamem, da pri Bogu so dve vrste ljudi. So Božji in so tisti, ki ne želijo biti Božji. In tisti, ki so sprejeli Jezusa in smo sprejeli Jezusa v svoje srce, enostavno sledimo temu, kar nam Bog govori, in tu gremo v narod, delamo te stvari, kajti Jezus je rekel, da nam je vsa oblast na nebu in na zemlji, zdaj pa vi, učenci, in to je rekel pred 2000 leti in to tudi danes za nas velja, vi pojdite in delajte te stvari. In potem on našteva, kaj delamo, in med drugim je tudi to, kar je brat Marjan govoril, polagali boste roke in bolni bodo ozdravljali. Ne mogoče bodo, ampak bodo ozdravljali. In Marjan se je dotaknil samo dveh čudovitih zgodb, pričevanj, ampak teh zgodb je ogromno. Tega, da ljudje so osvobojeni od odvisnosti, od demonskih sil, ozdravljeni od raznih stvari, popravljeni v telesu, rehabilitirani, kosti se zložijo skupaj, na laseh začne rast lasje, ki so zdravniki rekli, da morajo punčko porezerati, da bojo lasoljo naredili, ker to je bolezen, ki je neozdravljiva, ampak je Bog v parih dneh je bujno lasišče, je bilo bujno lasišče las. Tako da vidimo ogromno stvari in zelo lepo je to gledati v času, ko je mir. In o tem te dni veliko razmišljam, kako je tudi lepo gledati, lepo za ljudi moliti, pa sej, če bo, če pa ne bo, pa ok, pa gremo naprej. Vsi se učimo hoditi za Gospodom, ampak zdaj, v tem času, ko pa dejansko ljudje potrebujejo živo Kristusovo cerkev, Jezusove učence,
pa se nam včasih zamajajo tla. Ne? In ta beseda, Božja beseda, kar mogoče ni več tako delotvorna, ker sem pa jaz lahko v nevarnosti. Ne? Pomeni, Jezus pa ni gledal na to. Jezus, ko je svoje učence pripeljal do neke vasi, in to je bila vas, kjer so bili gobavi, je bil zelo odgovoren in jih je vzel seboj in jih je peljal do gobovcev. In je bil odgovoren, zakaj? Zato, ker je vedel, da ima oblast nad tem. In se je dotaknil gobavih, jih je ozdravil in so šli naprej veseli in radostni. Ne? In ja, ravno tako danes, ne? Jaz vem, da bi bilo najbolj narediti izolacijo, vsakega v svojo sobo zaprt. Ampak Bog želi, da enostavno njegov narod gre, mol za ta svet, mol za vsakega soseda, za vsakega, ki je v bolnici 5 minut pred smrtjo, da polagamo roke. Zakaj? Zato, da bo Bog lahko svojo moč sprostil nad temi ljudmi. Ne? In pravi Božja beseda v Luku 10:9, glejte, dal sem vam oblast. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. In zdaj veliko razlag sem slišal, kako je to duhovnega sveta in kako je to za, ne vem, imaginarni svet, ampak to je ravno za danes, to je ravno za današnjo situacijo, ravno za to, kar danes pesti človeštvo. V bistvu, kot da bi za danes bilo napisano. Amen. Kot da bi Bog, Jezus, prerokoval že za v bistvu 2000 let kasneje. In to, kar je danes, ta situacija, ki je danes nad človeštvom, se moramo zavedati, da je nekaj nad tem. In to je Jezus. To je Bog stvarnik, to je Bog Biblije. To je Bog, ki vodi vsak trenutek in želi, da se vsakdo izmed nas, tako kot sem se jaz mogel, tako kot smo se mi mogli, tako kot se je marsikdo mogel, odloči Bog služen tebi v dobrem in v slabem. Ampak mi smo navajeni po človeško, ko rečemo svoji ženi ali pa žena možu, v dobrem in v slabem bom s tabo, se največkrat zgodi, da ko je slabo, zdaj pa nič več. Ne? Ampak Gospod nikoli ne prelom te zaveze in počasti odločitev našega srca. Ne? In v tem trenutku naprošam vse tiste, ki imate odnos z Jezusom Kristusom, da se enostavno odločite, Gospod, tukaj sem, govori mi, uporab me, imam bližnjega, soseda, sorodnika, želim ne samo nadaljavo moliti za njega, ampak želim se ga dotakniti. Zakaj? Zato, ker prav Božja roka, moje roke, želim, da vaše roke so moje roke in vaše noge bodo zavzemale Božje kraljestvo. In Božje kraljestvo si se silo utira pot. To ni enostavno. In močni, ne močni v mesu, v fizičnem, ampak močni v veri, v Jezusa Kristusa, bodo to osvajali. Ampak osvajamo pa ravno tako, da enostavno gremo in širimo to, kar enostavno je Jezus po svoji besedi in po apostolih in skozi nas dal v ta svet, v ta narod. Haleluja. To pa je izziv. Ne? To pa je izziv za vse nas, ki že verjamemo in za vse, ki še ne verjamejo. Tako da jaz bi pozval res, dajmo poslušati Boga. Amen? Vemo, da ni simpel, ampak dajmo poslušati Boga. Amen? In dobili smo eno vprašanje, Rodrigo, če ga lahko daš gor. In mislim, da je zelo pomemben in da bo Andrej ta prav gost za tole vprašanje. In sicer, Andrej, tole se glasi, kako sem lahko dobre volje, če kar naprej poslušam slabe novice. Ja, najprej naj povem, da imamo svobodno voljo in možnost izbire. Vsak človek ima možnost izbire in se sam odloči, kaj bo poslušal, koga bo poslušal, s čim bo filal svojo glavo, kajti dejstvo je, da kako lahko res bodo danes ljudje dobre volje, če so okupirani z mediji, ki poročajo samo slabo. Zato jaz pozivam vse, ki gledate, poslušate, berite Biblijo, kajti tam so samo dobre novice. Bog Oče je tako ljubil ta svet, da je poslal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
In haleluja, ko se poglobimo v Biblijo, imamo toliko radosti in veselja, da lahko slavimo Boga. Kaj to pomeni? Se mu zahvaljujemo, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota in zvestoba. In kako slaviš Boga, recimo? Jaz ne vem, kaj reče, slava Bogu, 10-krat in pol, kaj narediš pol, haleluja. Kako? Ne malo nas nauči, haleluja. Zdaj, če začnem čisto tako po domače, ko nam nekdo, ki nam je pri srcu, ali pa nekdo, ki ga sploh ne poznamo, nekaj podari, nekaj da, lahko je to samo kozarec hladne vode ali kakršnokoli darilo, kaj rečemo? Ja, ponavadi rečemo, hvala, si me presenetil, razveselil, wow, čudovito darilo, ga uporabljam in si hvaležen in se mu zahvališ. In slavljenje pomeni, da se zahvaljujemo Bogu za vsa njegova dela, se mu zahvaljujemo, ga slavimo, ker on je prišel. Zdaj, za katera dela se mu pa zahvaljujemo in ga slavimo? On je prišel in nas odkupi od prekletstva, od bolezni, od strahu, od depresije. Prav to mu govoriš pol. Haleluja, hvala ti, ker si mi odpustil vse moje grehe. Amen, amen. Ti si moj ščit, ti si moja moč, ti si moj zdravnik. Poveš mu, kaj ti pomeni. In od slavljenja gremo v oboževanje. Kdo si ti? Haleluja. Kralj nad kralji, gospod nad gospodi, vladar, ki imaš oblast nad narodi, nad kraljestvi, nad vsemi ljudstvi. In tako prideš v atmosfero živega Boga, v Božjo prisotnost in potem sploh ne moreš nehati. In Bog Oče pravi, da si želi častilcev v duhu in resnici. Se pravi, ko slabe novice slišiš, pa poslušaš, zdaj, če greš pa v slavljenje, ga pa slaviš, glede na to, kdo on je. Praviš, hvala ti, kaj si že vse naredil za me. Tako. Osvobojen sem prekletstev, bolezni. In pol greš v oboževanje, se praviš, da to je pa čist druga atmosfera pol. Si pa v Božji prisotnosti, praviš. V Božjem srcu in ga obožuješ in mu poveš, kaj ti pomeni. In ti vodiš slavljenje tudi v Krščanskem centru Novo mesto, je tako? Ja, smo ekipa, ki slavimo, haleluja. In boste zdaj še naprej slavili? Mi ga bomo še naprej slavili in razglašamo Božjo besedo. Ker mi, če pogledamo Biblijo, velike bitke so bile izbojevane v slavljenju živega Boga. Bog je delal silne čudeže, ko ga je njegov narod slavil. In to je naša vizija, da ga slavimo v vsakršnih časih in da zauzemamo teritorij za Kristusa, da ljudje, ki ga zdaj še ne poznajo in ki ga še ne morejo tako slaviti, da bodo prestopili v to atmosfero. Amen. Haleluja. Je, dragi poslušalci, zmaga v slavljenju. Je, amen. In najte si res slavljenje in med drugim bo tudi slavljenje se še naprej, sicer zdaj nekaj časa online, ker dolgo bomo zdržali, pač bomo na online. To bomo hitro spet uživo. Verujem, da bomo hitro uživo. Mi bomo še prej zlomili te viruse. In tole je zelo zanimivo danes, se odvija, ampak rabi, dajte si pogledati, mogoče, Rodrigo, en domač posnetek imamo, da boste malo slišali Andrejo, kako z bendom slavijo Jezusa, si lahko zavrtimo tale posnetek. V času, ko je prišla policija in novinar, ko nas je bilo nekaj zbranih v molitvi. Slavljenje, ti požene, kri po žilah, kri Jezusa. Kri Jezusa, in te osvobodi vseh slabih novic. In preden gremo v drugo vprašanje, ki si bomo pogledali po oglasih, bi rad samo rekel, Denis, Marjan, Andreja in tudi jaz, vidim, da nas nekako Bog vodi, da služimo ljudem. Nismo eni fanatiki in pač bomo hodili zdaj v domove ljudi, ne povabljeni, ampak res bi radi tudi s poslušalci, če ima kdo kakšne veze, mi nekaj ljudi poznamo, ampak premalo, če ima kdo kakšne veze, pomagi nam v Krščanskem centru. Imamo društvo za pomoč ljudem, ki ga lahko uporabimo, ampak bi res radi dobili odprta vrata. Kakor vidite, smo neustrašni, imamo izkušnje, videli smo ozdravljenja. Jaz sem vojsko služil sam 10 dni, če bi to lahko povedal, ker sem me prosil, da ne govorim, ampak zdaj že tak 20 let tega, ker sem za slepo žensko malo pa izpregledala, haleluja, sem jo poslal domov. Tako da mene ta virus mi je tako, pač... Izziv, a? Ma ne, niti izziv, manj od izziva, ne. Ampak vem, da če imamo veze, jaz sem probal prijeti v Šmarje pri Jelšah, ampak nimam avtoritete,
Ampak če je kdo, da ima veze, da bi nas lahko nekam pripeljal z Denisom, Denis mi je prosil, Klemen, gremo pomagati beguncem, ki so prišli na mejo, spomniš, Denis? Ja. In vsi so imeli maske, mi ne, mi smo prišli brez mask, jih objemali. In jaz sem šel celo do Ministrstva za obrambo, da bi dobil en dokument, da bi nam dovolili služiti beguncem z Biblijami, ker to je edina rešitev za muslimana, da mu prineseš sveto pismo in mu govori, in smo rekli, dobrodošli v krščansko Evropo. In smo imeli nekaj 50,000 Biblij v farsi jeziku. In mislim, da je zdaj podobna situacija. Mi rabimo, tako kot si je Nehemija si je sprosil potrdilo od kralja, da gre obnoviti Jeruzalem, mi se bomo strinjali in kdorkoli, če nam lahko pomagaš, poznaš kakšnega kralja, imaš, ne vem, dostop do nekoga, ki ima avtoriteto v tem narodu, da bi ga zaprosil, da mu predstavimo naš program. Naš program je duhovni. Mi bi prišli služiti ljudem, ki so že okuženi in sicer z Božjo besedo, z ozdravljenjem, na svoje stroške, ne rabimo biti plačani, saj jaz ne, haleluja. Avto mi še zmeri dela, vse je v redu, ampak tudi njim ne bi računali, nobenemu. In tudi na svojo odgovornost. Lahko podpišemo, karkoli se nam zgodi, smo sami krivi. Če kdorkoli od nas umre, haleluja, ni se treba z nami ukvarjati. Tako da, pomagajte nam. Lajkite ta video, šerite ga, več lajkov, pa naročnin, ki date gor na YouTube kanal ali Facebook, več ljudem se bo to pokazalo. Mogoče pride celo do Janše, mogoče pride do nekoga, ki se ga bo Bog dotaknil. In ne vam povem, to bo koristilo celemu narodu. Ja, tako je. To bo ustavilo korono dosti prej, kot če si samo doma v sobi, ampak valjda, če se bojiš korone, bo doma, absolutno. Mi ne govorimo, pojdite vsi na ulice, valjda, čuvi se tega, ampak mi imamo rešitev. In problem je, da ljudje, ki imajo rešitev, nimajo odprtih vrat. Ampak mi verjamemo odprta vrata in se zahvaljujemo Bogu že vnaprej. Hvala ti, Jezus, da nam boš odprl vrata. Dotaknem se kogarkoli to gleda, kamorkoli mora ta video priti. Oče, naj se tvoja volja zgodi. Da se ta virus preklet konča. V imenu Jezusa. Ja. Amen. Se vidimo, po oglasih bomo odgovorili še na vaše vprašanja. Dobrodošli nazaj na vdaji in en zelo prijeten del je pred nami in to, da odgovarjamo na vaše vprašanje. Na veliko vprašanj ne moramo odgovoriti, ampak imamo vdajo vsako sredo, vsak petek in bomo odgovorili. Nekatero vprašanje bomo mogoče strnili v eno vprašanje in tako naprej. Tako da pišite nam, sprašujte nam, pošiljite sporočila, lajkite ta video, lahko pod video date novo vprašanje, karkoli. In Denis, imamo vprašanje, ali moramo tudi kristjani upoštevati vlado in zakone. Mislim, da je to dosti pomembno vprašanje, ki se tudi nas tiče, posebej glede vsega, kar smo danes govorili. Mogoče bi ti začel, Denis, kakšno je tvoje mnenje? Tukaj lahko rečemo samo da in amen. Zato, ker sam Gospod Jezus nas uči, ko so pred njega pripeljali in ga ravno to spraševali, je mi rekel, dajte mi novčič, ne? In čigava, kaj je tukaj gor na tem novčiču, ne? In so rekli, ja, cesar, ne? Ja, potem dajte cesarju, kar je cesarjevga in Bogu, kar je Božjega. Tukaj je govoril mogoče v nekih drugih sferah, ampak
ravno tako se nanaša na pomen spoštuj oblast, delaj pa to, kar oblast govori in boš, kajti oblast je tudi na nek način podaljšana Božja roka, zato da kaznuje nepravico in da počasti pravico. In zato moramo biti podložni oblasti. Ampak recimo, lahko se pa vprašamo, ko je Pilat bil z Jezusom ali pa Jezus s Pilatom, mu je Jezus rekel, nobene oblasti ne bi imel, če ne bi bila ta oblast dana od mojega očeta, od Boga. In je bil Jezus tukaj pokoren, ker je imel večji cilj in je šel na križ in je vedel, da mora iti. In to je danes mnogim ljudem totalno nesmiselno. Zakaj je mogel iti na križ? Ljudje danes mislijo, da so ga dali kot zločinca na križ, ampak Jezus je šel prostovoljno na križ in je mogel iti na križ. In če bi on takrat s Pilatom šel v neko diskusijo, bi ga Pilat sigurno osvobodil. Zato, ker pa ni šel v diskusijo, pa ga je enostavno predal ljudstvu, ljudstvo ga je pa razmrsvarilo. Posledično smo ga razmrsalili tudi mi, pomeni naši grehi, naše bolezni, vse to, kar nas zdaj doleteva, je dejansko na križu že on premagal in mi se moramo tega zavedati, da je imel večji namen. Ampak če bi Jezus takrat v tem kontekstu bil poenoten z oblastjo, sigurno tega namena ne bi izpolnil. Kar se recimo Novega mesta tiče in naših dejanj, ja, danes gledamo, danes mi je en uniformiranec rekel, vi molite, mi pa držimo pesti, da bo dober, ne? Ok, mi držimo pesti zato, da bo dalo neko nogometno društvo, nogometna ekipa gol, koš, karkoli, ampak posredovati z molitvijo v neko večjo sfero, pa se moraš zavedati pomen poteka te igre in pravila teh iger. In lahko z radostjo in z veseljem povem, da to, kar se je med nami v Novem mestu dogajalo v zadnjih 14 dneh, ko smo res posredovali za mesto, za narod, imamo danes eno super spodbujajočo novico. Imaš dobre novice? Ja, iz štaba civilne zaščite so danes dali v javnost, da enostavno pomeni štaba civilne zaščite Novo mesto, so sporočili, da se že nekaj dni v naši občini ne širi virus. Torej, če bi se slučajno spet začel, bož da vam dovolijo, da se spet začnete zbirati. Zakaj? Zato, ker Božje delovanje je nad vsako človeško avtoriteto in celo pravi Božja beseda, preklet tisti, ki zaupa v človeka. To ne pomeni, da ne smemo zaupati v vlado, da ne bo kdo narobe razumel. Ampak zanašanje in da človeka pred Boga. Tako, da damo človeka pred Boga. Naši upi morajo biti v Bogu stvarniku. On je nad vsako situacijo. In to je nekaj najbolj mogočnega, kar lahko živ kristjan spozna. In sam Jezus govori o tem, da njegov narod propada zaradi nespoznanja. In mi lahko vemo, in danes sem se s svojimi delavci pogovarjal in sem jim govoril, lejte, mi lahko gremo v... Misliš na gradbišču, kaj hiše delaš? Tako, na gradbišču. In se veliko o tem pogovarjamo, o Bogu, o Jezusu, kaj in da jaz veliko za njih molim, jih blagoslavljam. Fantje skoraj da ne morajo iti na bolniške, zato ker so skozi zdravi in tako naprej. In potem en delavec naš je bil, ki je iz kamiona skočil na tla in se je nogo zvil in mu je v trenutku zrasla in v sred mesta in sem molil za njega in v 15 minutah čevelj nataknil nazaj in je šel na gradbišče. Meni se to zdi dosti težje kot korona. Meni tudi. Tako da zdaj te razumem, zakaj ti ni problem iti za nekoga, ki je okužen molil. Zdaj te razumem. In tako je, ker Božja beseda nas uči v Danielu, v 11. poglavju 32. Daniel, koliko si rekel? Daniel 11.32b, drugi del vrstice, pravi takole, ljudstvo pa, ki pozna svojega Boga, ne da samo da ve za njega, ampak ga pozna, bo ostalo trdno in se izkaže močno in bo po junaško sedelo. Delovalo. Okay, dobro. Delovalo. In to je tako, kot vem, da lahko v trgovini dobim kruh. Vem, da lahko dobim kruh.
Vem, da moram zdaj iti mimo varnostnika, vem, da si bom roke razkužil, vem, da si bom za voziček, ki je razkužen, prijel. Šel bom noter, ampak jaz, če nimam valute za ta kruh, to je pa evro v naši državi, džabe. Lahko grem jaz noter, ampak mi nič ne pomaga. In ravno je tako pri Bogu. Vem, da Bog je umrl zame, vem, da Bog obstaja, vem, da je Biblija resnična, vse to mi je jasno. Ampak, če nimam vere v to, je to mrtva beseda. Pomeni nedelotvorna. Kaj pa danes mi rabimo? Mi rabimo danes živo besedo. In tako, kot je v začetku oddaje sestra Andreja rekla, če vlada nima resursa za rešitev, je tukaj Božji narod, ki od prazgodovine svetuje oblastnikom, od prazgodovine svetuje oblastnikom. In zato je prav in pomembno, da Božji narod se izkaže za močno, da podpira oblastnike, da molimo za njih, da tako, kot se je v Novem mestu, jaz verjamem, zgodilo, ne zato, ker smo držali pesti, ampak zato, ker smo bili v posredovanju za ljudi, za občinarje, za medicince, za gasilce, za komunalne delavce, za vse tiste, ki pač morajo obratovati. Je neko kritje v duhu. Je neko kritje in se je tukaj ustavilo. Jaz tako verjamem. In zdaj predstavljati si pa, da date lahko še noge tem molitvam. Amen. Wow. In ti si, Andreja, rekel, da fajn bi bilo, da bi tudi šli, ne samo do okuženih, ampak tudi do ljudi, ki so v strahu, v stiskah, da bi imeli eno dovoljenje. Ja, da rabimo kot neko krščansko društvo dovoljenje, da lahko gremo do vsakega. Jaz mislim, da bi ful več problemov, ful hitrejše rešili v tem narodu, ker bi spet vplivali na finance naroda, na ekonomijo. Mislim, to je, moramo res dobiti od Boga eno dobro odprto vrata. Hvala ti, Denisej, moraš še prijeti in dajte lajkati, če hoče Denisa še na teh oddajah. In Andrej, ti si imela še en citat, si mi prej rekla? Ja, v bistvu bi se navezala na to, ali poslušati oblast ali ne poslušati, bi prosila, David, če daš Božjo besedo iz pisma Rimljanom, 13. poglavje, 1-3. Pravi, vsak naj se podreja oblastem, ki so nad njim. Ni namreč oblasti, ki ne bi bila od Boga, in te, ki so postavljene od Boga. Kdor se torej upira oblasti, se upira Božjemu redu. Tisti, ki se upirajo, pa si bodo nakopali obsodbo. Oblastnikov si namreč ni treba bati, kadar delamo dobro, ampak kadar delamo hudo. Hočeš, da ne bi imel strahu pred oblastjo, delaj dobro, pa boš imel od nje priznanje. In jaz moram reči, da sem zagovornik tega, da se oblast posluša in se jo spoštuje, ker vsak človek mora biti pod avtoriteto. In Božja beseda nas uči, da moramo biti poslušni oblastem. In dejstvo je, da to, kar mi delamo, da molimo za narod, da posredujemo v molitvi sedaj za Slovenijo in za vse, ki so okuženi in za vse tiste, ki so okuženi strahom, ker ni koronavirus najhujši sovražnik, je strah še večji od njega, ker paralizira, hromi ljudi. In to, kar smo delali v korist ljudi. Mi se s tem nismo upirali oblasti, mi nismo oblastnike blatili, jih žalili, grdo govorili o njih, ampak mi jih spoštujemo, vemo, da imajo težko delo in jim želimo pač tudi njim povedati, da jih spoštujemo in da smo jim na voljo za molitve, za pomoč, torej tudi njim. Ker je razlika, če nekdo godrnja kritizira, Božja beseda pravi, da naj pa blagoslavljamo. In zagotovo lahko rečem, da nismo kršili tako, kot so nam povedali že. Do sedaj niste kršili, ker ste se zbirali. Ampak jaz zase govorim, bi se zbirala še naprej, ker tudi v Božji besedi vidim ljudi, da so se zbirali kdaj, ko je oblast nekaj zapovedala, pa so naredili kontra, ampak ne zato, da se uprejo njim, ampak ker je to za njihovo dobro. Ker to, kar mi delamo, je v duhovnem svetu. Ker duhovni svet je bolj realen od tega, ki ga mi vidimo s temi našimi fizičnimi očmi. In to, kar delamo v duhovnem, se manifestira v fizičnem. In mi oblast blagoslavljamo, haleluja. In delamo za korist naroda, da molimo za slovenski narod. Ja, in točno to bomo zdaj naredili.
Hvala vsem, ki ste poslušali, šerite, lajkite, delite, priklopite se na kanal, pomagajte, širite evangelij čez to in gremo zdaj v molitev. Dajmo moliti, se pravi, proti strahu, proti bolezni, da se je virus ustavil, molimo za vse, ki trpijo finančno, da mogoče ta čas, če si, recimo, če trpiš finančno v tem času, ker tvoj posel ne laufa, je to idealen čas, da res preiščeš svoje srce, a si cel življenje služil denarju ali Bogu. Ker Jezus je rekel, ne moreš služiti dvem gospodarjem in ni rekel grehu in Bogu, ampak rekel je denarju in Bogu. Se pravi, to je dober čas, da daš Jezusa na prvo mesto v svojem poslu in mi bomo pa molili, da te Bog blagoslovi. Da ne boš pod nobenim prekletstvom revščine in tako naprej. Ti pa samega sebe pač daj v Božje kraljestvo, tako da Jezusu predaš svoj posel. Rečemo, Jezus, odpusti mi, da sem se zaupal denarju, lahko z mano zdaj to moliš. Odpusti mi, da je bil denar moj Bog. Jaz ti predajam svoj posel, ne samo svoj posel, tudi svoje srce. Nočem biti več v strahu, kaj bom jedel, kaj bom pil, komu bom služil. Jaz zdaj verjamem, da si ti umrl na križu tudi za moje grehe. Tako, kot si umrl za Marjanove, Denisove, Andrejine, Klemnove, tudi za moje grehe si umrl. Jaz te sprejemam za svojega Gospoda in svojega rešitelja. In bod zdaj ti, moj Gospod, in moje družine in mojega posla. Haleluja. Če si danes sprejel, se ti čestitam. Naslednji korak je, da se krstiš v vodi, poklič nas in ti lahko pomagamo tudi v tej odločitvi. Ok, gremo v molitev. A ste za to? Gremo v molitev. Haleluja. O, haleluja. Slava ti, Oče. Oče, mi napadamo najprej v duha strahu. Prihajamo proti duhu strahu v tem narodu. Haleluja. V imenu Jezusa, spust ljudi, ki to zdaj poslušajo, v imenu Jezusa. Odstran se v imenu Jezusa. Mi kličemo duha moči, ljubezni, razsodnosti, modrosti na vsakega poslušalca. Haleluja. Na našo vlado, na naš narod. Kličemo duha moči, ljubezni in zdravega razuma. Haleluja. Hvala ti, Oče. Ja, Jezus, haleluja. Hvala ti, Oče. Ta narod, da te ta narod spozna, da doživi tebe živega Boga, Boga Biblije, ki si resnični in ljubeči Oče, haleluja. Gospod, kličemo te, da zaveješ od severa do juga, od vzhoda do zahoda, čez to deželo, Gospod. Mi te resnično povzdigujemo in ti priznavamo, Gospod, da si ti rešitelj v vsaki situaciji, zvest in pravičen in dober, haleluja. Slavljen Gospod naš Bog, o kralj, haleluja. Silna so tvoja. Oče, hvala ti za nadnaravno naklonjenost nad nami, da lahko širimo evangelij. Oče, mi proklamiramo, to je čas odprtih vrat za evangelij, haleluja. Naj se širi vsako srce, naj prinese upanje vsakmu človeku. Oče, in molimo tudi, da pride do tega, da se ime Jezus proslavi nad korono v Sloveniji. Da vsi vidijo, da Jezus je večji od korone. Uporab svoj narod, svoje ljudstvo. Mogoče kdo, ki danes to gleda. Mi sploh nismo tle, da smo mi zvezde, ampak kdorkoli to gleda, da lahko uporabiš. Da njega pošljaš v akcijo. Oče, da najti kakšnega Davida v tem narodu, ki bo premagal Goljata. Mi kličemo Davide, da ostanejo nad korono Goljatom v imenu Jezusa. Kličemo tvojo vojsko v akcijo v imenu Jezusa. Kdorkoli je bolan, Oče, naj danes tvoj mazili ne pade na njega. Prikaž se jim Jezus, ozdravlji kjerkoli so in pošelj nas, Oče, ki to poslušamo, gledamo, ki smo tvoji učenci, pošelj nas, haleluja. Na pravi način nas pošelj, tako kot je tvoja volja nas pošelj, haleluja. Hvala ti, haleluja. Oče, blagoslavljamo vse podjetnike, haleluja. Daj jim srce za Boga, haleluja. Da tudi, ko bojo prišli ven iz tega, da bojo radi dajali vsaj 10% v dobrodelne namene, da bojo podpirali svojo cerkev, haleluja. Tam, kjer se učijo Božjo besedo, da bojo dajali za ljudi v stiski, haleluja. Da bojo investirali v dobre stvari, haleluja. Da bojo blagoslovljeni, haleluja. V njihove družine blagoslovljene, v imenu Jezusa. Blagoslavljamo vse penzioniste, Oče, ki so v stiskah. Naj se danes zatečejo nad te, Oče. Mi kličemo nadnaravno priskrbo za njih, v imenu Jezusa. Oče, hvala za vse zakone, ki smo molili, da vlada sprejme. Hvala za vse dobre zakone, Oče. Naj se še udejanjajo naprej, v imenu Jezusa. Hvala ti, Oče. Oče, mi jaz molim za vse tiste, ki so zdaj okuženi,
ki imajo pozitiven bris. V imenu Jezusa Kristusa izgovarjam v njih ozdravljenje. V imenu Jezusa Kristusa kličemo ozdravljenje. Vsak virus se mora posušiti v moči jagnjetove krvi. Mi jih pokrivamo v jagnjetovi krvi. Nobene bolezni, nobenega simptoma ne sprejemamo, ampak izgovarjamo ozdravljenje. Haleluja. V imenu Jezusa naj teče. In če kdorkoli, ki to zdaj posluša in sliši, naj da roko na svoje telo in izpoveduje vero v Gospoda Jezusa Kristusa in ozdravljenje, kajti Jezus Kristus, ti si Gospod tisti, ki si na križu prebolel in zmagal vsako bolezen, tudi ta virus, tudi depresijo, tudi osamljenost, vse, kar pesti človeštvo, si premagal, dokončal delo in šel na desnico svojega očeta, našega Boga. In v tem imenu, nad imeni Jezusa Kristusa izgovarjamo ozdravljenje v vsako bolnišnico, izgovarjamo moč vsakemu zdravniku, nadnaravno delovanje vsaki medicinski sestri, medicinskemu bratu. Mi blagoslavljamo medicinsko osebje v imenu Jezusa Kristusa na slavo Boga in vsem človeštvu na blagoslov. Haleluja. Slava ti, Jezus. Amen. Haleluja. Ne vem, kako se vi počutite v dnevni sobi, upam, da je kdo s kavča dol padel, haleluja. Jaz še kumi tlele gor sedim, haleluja. In preden gremo domov, kaj se dogaja v nedeljo? Mislim, v petek smo spet tukaj v 7:30, ampak imate vi v nedeljo kakšen prenos? Ja, mi bomo imeli prenos, tako da bomo preko Zooma in v javnost, ne vem kako še točno, ampak sigurno bo prenos iz cerkve. Obvestili smo tudi policijo in inšpektorat, da bomo v cerkvi imeli slavljenje in besedo Božjo. Tako da, ampak brez vernih in bodo online na prenosu. Ja, tako in v kateri uri bo to? Mislim, da tako kot ponovadi, ob 9 dalje. 9 zjutraj, se pravi, takrat, ko se pošten človek zbudi. Ampak zdaj lahko v pidžami, haleluja. To pa še jaz pa šel, haleluja, v nedeljo ob 9. Pravi Božja beseda, in to sem te dni raziskoval, in pravi, tam, ko Jezus govori, tam, kjer sta 2 ali 3, sem jaz med njimi. Amen. Predtem govori, da kjer se združimo v molitvi, Bog sliši to molitev. Ja. In zanimiva mi ta beseda 2 ali 3, sem jaz med njimi, v bistvu govori, kjer se zlijejo skupaj. Sem jaz med njimi. In tu je Božja prisotnost. In tam, kjer je Božja prisotnost, je odsotnost zla. Tako da dobro bi bilo, da se posod 1, 2, 3 skupaj nalimajo na ekran. Tako, družinsko, in slavijo skupaj. Tako da ja, Božja beseda prav, ne opuščati bogoslužij. Srečam Božjega ljudstva. Tako da pridite pred ekrane ob 9 v Novo mesto, mislim, kjerkoli si boš v Novo mestu, in zvečer v 5 lahko priješ v Ljubljano in bomo tle skupaj naprej slavili in vabim tudi Krščanski center Šentjur, Koroška, iz kjerkoli si, lahko priješ na 2 bogoslužja. V bistvu, jaz sem šel prejšnjo nedeljo najprej na bogoslužje v Avstralijo, ko oni že ful pred nami začnejo. Sem šel v Hillsong cerkev, prvič v življenju, in sem ful užival. Tako da, ja, izkoriste te čase, ko imate čas, slavite Boga in se vidimo v petek. Blagoslov. Lep pozdrav, naj vam pokažem spremi.si, kjer se lahko hraniš vsak dan. Spremi.si vtipaš v svoj browser in priješ na našo spletno stran. Viš tukaj domov, šolo, zdravljena, video in tako naprej. Na prvi strani, ki si, to je domov. In tukaj imaš vedno, v bistvu, če klikneš na domov, vedno vidiš, kaj se dogaja, naša zadnja obvestila, zdaj imamo pač zmago proti koroni, kje se lahko prijaviš, napošljaš message, pokličeš, bi rad, da pridemo molit zate, vse je tukaj. Potem imamo zadnjo sporočilo, ponovadi pa naše vdaje, ki so vsak dan od ponedeljka do petka, kjer se tudi lahko naročiš. Klikneš na, recimo, če grem nazaj dol, klikneš na tole in greš v SoundCloud in se naročiš in boš vedno lahko obveščen, zraven nas še lajki, da čim več ljudi izve za to. Če bi račel v angleščini, bral kakšne novice, so tukaj dol povezave, lahko napošljaš svoj mail in tako naprej. Ob strani imaš molitev, kako sprejeti Evsa, tukaj je koledar naših dogodkov ob strani,
Tukaj so pa razne stvari, lahko se prijaviš na alfa tečaj, na ljubezen, spoštovanje in tako naprej. Šola ozdravljenja je zelo dobra stvar, ki jo imamo od 2. do 5. aprila. Vsak, kdo je bolan, lahko ozdravi. Če si že zdrav, se boš pa naučil, kako hoditi v nadnaravni božji moči, ki jo lahko daš tudi drugim. Vse to je seveda brezplačno. Tukaj lahko poslušaš MP3 zadnje šole ozdravljenja, tukaj je nek predlagan urnik in seveda tudi literatura, ki jo lahko zastonj downloadaš in poslušaš in ogromno učenja in tako naprej. Na videu imaš veliko video posnetkov, na audio imaš seveda veliko audio posnetkov, to imaš cele serije učenj, imaš podcast, znavno imaš spet šolo ozdravljenja, zadnjih par pridik nedeljskih, ki ti lahko spremenijo življenje. Imaš cel CD, si lahko downloadaš ali pa poslušaš online od ozdravljenja, psalmov, zmagovalni citati slavljenja, Ben David, to je 2 nova komada, par zadnjih oddaj iz Radia Velenje, Sveto pismo, zakaj je resnično in razne serije učenj imaš tukaj in pridige in tudi veliko zapiskov. Na literaturi imaš ogromno literature, ki si jo lahko zastonj preneseš ali pa bereš online. Recimo klikneš na citat na dan, za vsak dan imaš nekaj citatov, si tudi prej pa citat na dan in ga lahko bereš online, lahko si ga pa tukaj downloadaš in ga imaš doma. Priporočam ti zelo toplo tudi učenstvo, 48 lekcij, kako biti močen vernik. Na povezavah imaš društvo, kamor lahko naročiš koga, če je odvisen od drog, se gre v zdrav, ljubezen, spoštovanje za zakonce, Sveto pismo online, lahko ga preučuješ, kristjani poslu in tako naprej. Veliko raznega učenja, zelo koristne povezave in ne bo ti žal, da si to malo pogledaš. Lahko nas kontaktiraš, seveda veselimo se vsakega maila, vsakega kontakta. Fajn je, če prideš na našo krščansko stran na Facebooku, YouTubeu, da nas lajkaš recimo in priporočaš še drugim več lajkov, ko dobimo več ljudi, ki se prijavijo na naš kanal, več YouTube, to tudi drugim priporoča in tako naprej. Imaš naše kontaktne podatke tukaj, lahko nas kontaktiraš, seveda lahko tudi doniraš, to je zelo dobrodošlo in tudi Bog te bo blagoslovil nazaj. In lahko napišeš, kam bi rad, da usmerimo tvoj dar, ker kakor tukaj vidiš, imaš 3 naslove, kjer se dobivamo, lahko v določeno mesto usmeriš, lahko daš za medije, lahko za literaturo, kako. Če nič napišeš, se bomo pa sami odločili. Ok, bodite blagoslovljeni, ne pozabite se priključiti tudi online na Jezusa preko tega, kar ti ponujamo. Bodite vsi ful blagoslovljeni. Amen.